Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Naš pogled. Danes ga pripravlja duhovnik Marko Čižman, ki razmišlja takole. Zakaj ne evtanaziji? Ker so možne tudi drugačne rešitve. Evtanazijska miselnost razdira tisti skupni imenovalec, zaradi katerega so se ljudje sploh začeli združevati v skupine. Ljudje so se začeli združevati zato, ker bi skupaj lažje živeli, se branili pred nevarnostmi in si pomagali v težavah in boleznih. Če ta skupni imenovalec odvzamemo, je združevanje smiselno le, dokler nam nekdo koristi. Ko pa nam ne koristi več, ga zavržemo. Nosilci evtanazije pogosto prodirajo s sloganom, da z evtanazijo iz ljubezni poskrbijo za ljudi, ki neznosno trpijo. Prošnje zaradi neznosnega trpljenja in neozdravljive bolezni niso med prvimi razlogi za evtanazijo. Poleg tega se meje evtanazije lahko zelo hitro razširijo. Ko se enkrat spustimo po tem spolzkem toboganu, je možno vse. Zdi se, da evtanazija išče hitro rešitev tam, kjer hitre rešitve ni. Junija 2016 je Kanada legalizirala evtanazijo tako, da je v kazenskem zakoniku pri umoru dodala izjemo, da ga lahko opravi zdravnik ali medicinska sestra pod pogoji, ki jih določa zakon. Ti pogoji so sprva zahtevali, da je bolnik na smrt bolan in zelo trpi, ter ima 10 dni premisleka, preden je usmrtitev dejansko opravljena. Že leta 2021 so zakon razširili, saj je sodišče spoznalo, da je diskriminatorno, da zdravniki ubijajo le na smrt bolne. Tako so medicinsko zastrupitev razširili tudi na vse bolnike z nepopravljivimi zdravstvenimi stanji, med katere spadajo kronične bolezni, invalidnost in podobno. Kanačan Alex Schadenberg, eden najboljših poznavalcev problematike evtanazije na svetu, je izjavil, da je izraz končanje življenja z medicinsko pomočjo le milejši izraz za umor. Povedal je, kako so v Kanadi najprej uvedli evtanazijo samo za neozdravljive bolezni, potem pa se v nekaj letih razširili na bolnike s vsemi kroničnimi boleznimi ter na invalide, brezdomce in ljudi s psihičnimi težavami. Ko se odprejo meje dovoljenega, prihaja velikokrat do res morbidnih situacij. Tako je Amirju Farsoudu iz Ontarija zdravnik predlagal možnost evtanazije, ko mu je Farsoud potožil, da ga je strah, da bi izgubil finančno podporo in s tem izgubil streho nad glavo. Farsoud je jasno povedal zdravniku, da noče umreti. V drugem primeru so evtanazijo predlagali 23-letnemu mladeniču, ki je bolehal za sladkorno boleznijo. Njegova mati je posegla vmes in ga obvarovala pred smrtjo, ko je o dogodku obvestila javnost. Mediji so poročali tudi o dogodku, ko so nekateri zaposleni na ministrstvu za veterane vojakom s posttravmatskim sindromom in invalidnim vojakom, ko so jih prosili za finančno pomoč, predlagali evtanazijo. V Kanadi je bilo leta 2022 z evtanazijo umorjenih 13.000 ljudi. Za primerjavo, to je 3-krat toliko ljudi, kot jih živi v Ilirski Bistrici. Poleg tega je evtanazija tudi donosen posel. Država se z njo znebi stroškov za oskrbo starih in bolnih, ponudniki evtanazije za svojo uslugo zaračunavajo med 8.000 in 10.000 evri, poleg tega pa pri mlajših ljudeh lahko prodajo še njihove organe. Številni politiki želijo poceniti zdravstveno in pokojninsko reformo z odstranitvijo starejših in bolnih. Tudi zaradi omenjenega se ni čuditi, zakaj je v nekaterih krogih tolikšno navdušenje
nad uvedbo evtanazije. Ko iščemo prihodnost neke družbe, iščemo predvsem stvari, ki jo gradijo. Miselnost, ki družbo gradi in povezuje, je zavest pomembnosti medsebojne pomoči, ki daje občutek vrednosti in pomembnosti vsakemu članu neke skupnosti. Zdravnica Elizabeth Kubler-Ross se je izredno veliko ukvarjala s starejšimi in umirajočimi. Videla je, da če so umirajočim zmanjšali bolečino in jim omogočili tople stike z domačimi ali prijatelji, ni nihče prosil za evtanazijo. V 20 letih je niti eden ni prosil za prevelik odmerek, razen enega neozdravljivo bolnega fanta. Ko ga je vprašala, zakaj bi to rad, ji je razložil, da bi rad umrl, ker ne more več gledati svoje mame, kako trpi in zapravlja svoje življenje. Zadevo so uredili tako, da so mami poiskali pomoč, da je lahko zadihala. Rešitev je drugje, je pa bolj dolgotrajna. V skupnosti, kjer si ljudje med seboj pomagajo in si v težavah stojijo ob strani, s tem drug drugemu kažejo, da so vredni in pomembni člani skupnosti. Že sedaj, ko smo zdravi, je treba skrbeti za kvalitetne stike ne le s svojo generacijo, ampak tudi s starejšimi in mlajšimi od sebe. Kajti, ko se staraš, se krog tvojih prijateljev manjša. Ljudje pač umirajo. Ko smo še mladi in močni, se je treba povezati z mrežo poznanstev. Ta mreža drži tebe in ti držiš njo. Večkrat grem v ljub hospic. Tam dela veliko prostovoljcev, ki prihajajo tudi iz drugih koncev Slovenije. Nekoč mi je eden od njih rekel: veste, vsi smo se smejali, ker smo v nekem pogovoru ugotovili, da smo v hospicu zato, ker se bojimo smrti. Ampak ob umirajočih spoznavamo, da umiranje ni nekaj strašnega, če imaš tople vezi z ljudmi in če te ne boli. V skupnosti, kjer se ljudje med seboj pomagajo in si v težavah stojijo ob strani, s tem drug drugemu kažejo, da so vredni in pomembni člani skupnosti. Pri tem nam je v oporo tudi možnost paliativne oskrbe neozdravljivo bolnih. Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje paliativno oskrbo kot aktivno pomoč neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem. Izraz izhaja iz latinske besede za plašč, pala, in pomeni pokriti s plaščem ali ogrniti. V prenesenem pomenu bolnika pokrijemo z olajšanjem. Paliativen pomeni tisti, ki ne zdravi bolezni, ampak le lajša, blaži njene znake, običajno povezane z bolečino. Tako miselnost na primer izražajo hospici, manjši domovi, kjer za bolne in ostarele skrbijo s paliativnim zdravljenjem, lajšanjem bolečin. Temeljna težnja teh domov je, da bolniki niso le objekti zdravljenja, ampak subjekti. V skrbi za bolnika so zato povezani zdravstveni delavci, duhovniki, prostovoljci, bolnikova družina in njegovi prijatelji. Tako hospic postaje nekakšna šola, v kateri se učijo tako negovanci kot tudi negovalci. Učijo in poučujejo se obojestransko in skupaj iščejo smisel življenja, bolečine in smrti. Na tak način je mogoče vsakemu bolniku zagotoviti ne le dobro fizično oskrbo, ampak predvsem zavest, da mu stojimo ob strani. Sestra Emanuela Žerdin je ob neki priložnosti dejala: duhovno podporo potrebujejo vsi umirajoči, tako verni kot neverni. Umirajoči namreč nimajo samo telesnih in fizičnih potreb, ampak tudi duhovne potrebe. Tudi protibolečinska terapija ne more biti uspešna, če ne upošteva dejstva duhovne bolečine. Duhovno podporo dajejo v prvi vrsti tisti, ki so ob bolniku vsak dan. Medicinske sestre, negovalke, zdravniki,
tudi čistilka. Seveda je neprecenljiva tudi pomoč verskih uslužbencev. Predlogi zagovornikov samomora z zastrupitvijo in medicinske zastrupitve ne ponujajo izvajalcem nikakršne možnosti za osebno rast, ampak kvečjemu zavest, da so storili nekaj človeka nevrednega. Pogled, ki se zavzema za skrb za bolne, pa daje veliko možnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Da to drži, potrjuje tudi izjava nekega delavca v hospicu, da še ni srečal osebe, ki bi delala z umirajočimi in ne bi razvila boljšega smisla življenja, še posebno svojega življenja, njegovih vrednot, radosti in lepot. Mnogo bolje kot ubiti človeka je, da ubijemo bolečino. Zato si prizadevajmo, da se še naprej izboljšuje oskrba bolnikov in protibolečinska terapija. Obenem pa poskrbimo, da gre vzgoja že od mladih nog v smer gradnje kvalitetnih medčloveških odnosov. Kajti vedno, ne le ko smo betežni in bolni, je zdravilna bližina ljudi, s katerimi se dobro razumemo in se imamo radi. Za konec dodajam še misel matere Terezije iz Kalkute. Vsem ljudem želimo izpričati, da so ljubljeni. Če bi prihajale k njim z žalostnim obrazom, bi pomoči potrebni ostali potrti. V 20 letih svojega delovanja sem spoznala, da je najhujša bolezen, s katero se mora človek srečati, občutek, da je nezaželen in odveč. Za druge človekove bolezni obstajajo dandanes primerna zdravila. Za najstrašnejšo bolezen, nezaželenost, ni drugega zdravila, kakor odprte dlani sočloveka, s katerimi hoče služiti in pomagati drugim, in njegovo ljubeče srce, ki dejavno ljubi. Vse dobro. Je zaključil duhovnik in avtor današnje rubrike Naš pogled, Marko Čižman. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.